Pozdravljeni ljudje. I am who I am. I am who? Human. Who ali pa Q-man. Ne? Q, žabonček. Ne? Who so bili huni, so bili hudi. Sam razdeliti se nas je dalo, ni se nas dal pa pobiti in se nas ne da. Bolj, ko nas ranaš, bolj smo močni. Ne? Vsaka rana je samo še nova šola in što ne ubije jača. In mi smo Hue. H-U-E. Hue pa pomeni odtenek. Torej, mi smo ljudje različnih odtenkov in recimo morje kot tako ima en cel kup odtenkov modre barve in tako smo mi vsi bogovi v različnih odtenkih. In tenkočutno znamo, razumeti ta sporočila kozmosa, univerzuma, ki prihajajo do nas in na rame smo naložili svoje sranje in idemo, ne? Pojdi, samo pojdi ravno. Nič se ne sprašuj naprej, nazaj, levo, desno, vzemi na rame in idemo. Nič čakati, nič se ozirati levo, desno. Temač ne žibi, ja, da pademo. Temač ne žibi, da se ustrašimo. Temač ne želijo, da gremo nazaj v njihovo naravno, naše nenormalno stanje in smo se odločili, da bomo odprli naše nadnaravne sposobnosti in bomo mi kar predrugačili to. Nič niso to nadnaravne, ampak so zgolj naravne sposobnosti, ki jih imamo in so nam dane v zibelko. Sej vendarle smo božji otroci z božjimi lastnostmi, z lastnostmi Boga, kaj ti napisano je, da nas je ustvaril po svoji podobi. Ja, naša podoba zunanja mesena je samo en odtenk, a ne? Vse naše energetske podobe pa so podobe Boga, dokler niso strani negative, se pravi strani zla, poškodovane. Te naše osebnosti so bile prizadete, teptane, poškodovane, zatrte, prezrte in predajali smo, sistemu zla, matrici smo predajali odgovornost za svoje zdravje, smo dali doktorjem, bankam za denar, za odločevanje politiki, za izobraževanje smo dali šolam to pristojnost, vse smo mi dali drugim, da upravljajo, celo lastno ljubezen smo dali drugim v roke, da so z njo upravljali in upravljali so kako. Temu se po naše reče, delali so kot svina z mehom. Enostavno niso prenašali te čistosti, deviškosti, pravzaprav divine energy je to, ki se pretaka skozi nas, ki se lahko pretaka. Če pa smo zamazani in zapacani, pa pač žal se ne pretaka. No in pravzaprav vsakmu je bila v zibko podana ena sama naloga, da v življenju prime dušo in jo do konca svojega življenja prinese čez čisto. Jo vmes ne proda, jo vmes ne zamažemo z grehi. Bila je ranjena, bila je v bitkah, poškodovana je vsakmu izmed nas bila, vendar to se da ozdraviti in hvala Bogu imamo samo ozdravitveno funkcijo, ki ni nič nadnaravna, ampak je še kako naravna in da se ozdraviti in telo in dušo. Pravzaprav telo se pozdravi samo, kadar mi pozdravimo vsa naša energetska telesa oziroma dušo. Kadar mi slaba, težka čustva damo na stran, kadar damo strah na stran in kadar ljubezen primemo v svoje roke, kadar odgovornost za zdravje držimo v svojih rokah, kadar to, o čemer se bomo izobraževali, odločamo sami. Če se sami odločamo, kam bomo šli in kaj bomo počeli in upoštevamo svoje misli, svoje želje, poslušamo svojo intuicijo, ne pa da poslušamo druga mnenja, druge priporočila celo, a ne. Zdaj nekateri imajo celo ta vzgib, ne morejo se navaditi, da je
da je zunaj 12 stopinj. Oni vejo, da je 4. januar in je čas, da se zakuri in zakuri močno, ker ta čas je zima. Oni nimajo več občutka, nič, oni kar kurijo. Ne, to niso zanemarljive stvari, ki jih opazujem pri ljudeh, ki v bistvu delujejo strani programa. Oni so naprogramirani. Oni ne poslušajo sebe ali pa opazujejo okolice. Če je sonce, verjetno ni treba zakuriti na 80 stopinj. Verjetno, da ne. Sam jaz delam po vzgibu notranjem, ne, po trenutku, kakršen pač je. Nekateri pa delujejo, še zmeri preveliko število ljudi deluje iz naslova programa. Programing je pa v nas bil močno vcepljen in hvala Bogu se dan za dnem čedalje več ljudi otresa teh neživih programov, ki jih nosimo v sebi, ki so nam jih naprogramirali, seveda tisti, ki so želeli, da delamo, da plešemo tako, kot oni žvižgajo. In izgleda, da oni od tega našega plesa nekaj imajo. Kaj pa? To je tisto, kar iščemo, o čemer se pogovarjamo ves ta čas, kar pač se pogovarjamo. Oni so od nas želeli nekaj neprecenljivo velikega. Ja, našo dušo, pravzaprav so jo želeli umakniti iz teles, da bodo telesa poslušni sprogramiranci, a ne? In mi smo kar precej ubogali, ja, mnogi empati pa pač nismo ubogali in hvala Bogu, ker če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi nas že zdavnaj bil odnesel plas. In hvala Bogu imamo empati lastnost, da što nas ne ubija, to nas jača in vse, kar smo doživeli tekom življenja, smo v bistvu obrnili v prid in sebe pojačali do točke neuničljivosti. Mi smo se pogovarjali, ne bodo nas, nikoli nas ne bojo, ker nas ne morijo in nas dejansko ne morijo, ker smo strani univerzuma zaščiteni s silami, na katere oni nimajo vpliva. In teh sil se oni bojijo. Evo, še ti Ivana taksija preletela. Mičken spomin na oddajo v nedeljo zjutraj oziroma na v nedeljo zvečer. Novo leto prinaša kar nekaj novosti tudi z moje strani. Nič drastičnega, nekaj pa zihar, a ne? In prav bi bilo, da z novim letom vsi začnemo delovati bolj prav, še bolj prav in še bolj močno in še bolj na poskok in tako, da v bistvu naj se sliši glas srca, naj se sliši, ko sveti zakorakamo, naj se vidi in se ve, kdo je kdo in kdo je iz kakšnega testa narejen. Mi smo rekli, mnogi ne bodo mogli več skrivati v sebi, kaj so, in dejansko ne, niti ne morajo več skrivati, niti ne znajo več skrivati, niti ne želijo več skrivati, niti ne morajo več skrivati, kdo so. Če si predstavljamo klovne, ki probajo zadržati fokus ljudi, bom rekel gledalcev v cirkusu, medtem ko gre v cirkusu nekaj narobe, takoj pošljajo klovne, da vzamejo fokus in v tem cirkusu grejo stvari hudo in zelo dolgo časa narobe in bodimo iskreni, vsi ti klovni, ki so bili pripeljani, da bi jemali naš fokus, našo energijo, našo pozornost, naše mnenje, vse sort, vsi ti klovni so hudo utrujeni. In iskreno jih opazujem, te klovne, kako s bednimi triki probajo vzeti našo pozornost, ampak jo ne morejo. Kaže se, kdo se skriva pod njimi, kaže se, da igrajo igro, kaže se, da v bistvu probajo uporabljati dvoumje, trapasto dvoumje, ki ga mi prepoznamo na daleč, vendar smo ugotovili, da argumentiranje nima smisla, sej pa vendarle so dali dvoumje za nalašč ven, da se bo zgodila
da se bo zgodilo argumentiranje, kdo ima zdaj tle prav, pa kdo nima. Tako, ker ne vemo, ali je prav pa novo leto 1. april, 1. januar ali 14. januar, vse človek res ne ve. In to, ker njih ene zmede v tem svetu, da še za novo leto se ne moramo zediniti, kdaj je, a ne? No, in ena lepa je razlaga, novo leto je takrat, ko v sebi začutiš, da se začenja življenje. Da iz mrtvila, v katerega smo bili ujeti v mrtve programe, da ti razpadejo in da uskali to seme, ki ga imamo v sebi in začne živeti z velikim Ž, z veliko začetnico, da vdahnemo življenje tako, kot se zagre in ga živimo tako, kot ponuja se samo, ne da drugega živiš. Tako je rekla pa že kdo, naša Alenka Godac, mislim, da je. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, ne da drugega želiš. Eto, tako gre to. In prav je, da ga vdahnemo, in če smo rekli novo leto, ne bomo se prerekali, kdaj je novo leto, pa naj bo vsak dan novo leto, da začenjamo dan z novimi, pa niti ne upi kot takmi, da bo vse lepo in dobro. Pravzaprav vse lepo in dobro že je. Sam iskati moramo te lepe stvari, te lepe in te dobre, te negativne, ki pa ven štrlijo, pa moramo spregledati, ker na nas nimajo pozitivnega impakta, vpliva na nas. A ne? Mi moramo poskrbeti, da je na nas, da v sebe spustimo pozitiven vpliv, da zagledamo jasno nebo, da zagledamo sonce, da zagledamo ptico, da jo zaslišimo in da živimo življenje tako, kot ponuja se samo, in življenje je polna stvar in Bog je to naredil tako, da je nam tukaj lepo, da se mi imamo lepo, ne pa grdo. To je satanovo seme vsejeno bilo v nas in zaprogramirano. In hvala Bogu smo uspeli pripeljati s to korono tako daleč, da stvari dobivajo en končni epilog, a ne? Da v bistvu že na nacionalni televiziji je govora o Ibstnu, o pedofiliji, o zlorabah otrok, o satanizmu in tako naprej, da v bistvu kaj je počela ta gamat, skozlana gnila, ki se je imenovala elita in vodstvo in neki. Prihaja na plano in leto 2024 je leto osmice, je leto razodetja, je leto karmične poravnave, pravice, razodetja, kar je bilo sajeno strani ljudi, pride na plano v obliki njihovih, bom rekel, pravice. Pravica zahteva tudi seveda primerno kazen za delovanje, ki so ga ljudje počeli, ne nezavedno, ampak zelo zavestno so počeli narobe. In ljudje se tega zavedajo. In seveda zaradi tega so začeli v rikverc hoditi, ker mi jih prepoznavamo. Mi smo Hugh, mi smo, a veste, mi nismo daleko vidni ali pa jasno vidni, tako da bi nekaj naprej videli. Nam se življenje teh počasnežev, ki nam probajo škodovati, deluje tako kot v filmu slow motion, počasen posnetek. Ti vidiš, da te bo s puščico. Nismo mi jasnovidni, mi smo samo toliko hitri v možganih, da v našem umu, v našem razumu, v naših pozornostih, da v bistvu je ta svet njihov ena počasna žalostinka, a ne? Ja, spet se je prkradu džiboni, v mojih playlistah ga je kar nekaj in ja, među ljudima, ne? Ne pitam, ja, za ljudi. Oni neki za mano rinejo, jaz za nobenim. Čas je, da se pomirimo s svetom in da se pomirimo sami s sabo, da upočasnimo tempo na mus, nujno. Ni nas Bog naredil, da hitimo in teramo iz leve na desno. Narejeni smo, da počasi uživamo življenje. Tam na jugu se nič ne mudi, pravi Mef v svoji pesmi in resnično, počasi se daleč pride, kadar hitimo, delamo napake, hitro je hitro prehitro in resnično ta hrčkova derka, v kateri smo bili ujeti vsi,
ni naša naravna, ni naš naraven tempo in prav je, da se zavestno vzamemo nazaj in upočasnimo. Tukaj smo zato, da drug drugemu pomagamo, drug drugega spominjamo, kdo smo in da z lastnim primerom, kdo smo, kažemo lepote, ki so v vseh nas skrite, vendar se jih ne upamo še živeti. Meni je na nekaterih ljudeh nekaj všeč in vem, da tudi jaz imam to lastnost in ljudje pravi me spomnijo, tudi to je tako lepa lastnost, ki je v nas vseh. In dajmo drug drugega spominjati na to, kaj smo. Život, življenje, nekaj lepega, dober dan življenje. Dobro, ta sistem nam je skozi programe urinil kaos. V tej kaotični, zmedeni situaciji mi ne moramo najti nekega zaupanja, upanja, vere v to, kaj je prav, ker smo v kaosu. In to pomeni, da smo v tistem trenutku, ko smo v kaosu, tudi izgubili povezavo z univerzalnim redom. Kaos pa red. A imajo zvezde kakšen red? Mislim, če me nekdo kaj vpraša, ne, pa se da vse sort te pike povezati, pa dobiš ven vodnarja, čeprav jaz ga v zvezdah ne vidim, da se na glavo postaviš. Jaz pač ne znam to tako videti. In nasprotje kaosa ni glih red. Nasprotje kaosa je mir. V miru se da nagruntati, kje sem nazadnje nož koristil in kje je ostal. Če pa sem v žurbi, pa ga bom samo v predalu iskal. Tako nekako si jaz predstavljam, jaz nisem človek reda, da bi bilo vse po predalčkano. Jaz lahko živim znotraj, bomo rekli, navideznega nereda, ampak jaz vem, kje je kaj. Zato, ker v miru se spomnim, kje sem koristil, kdaj sem koristil, kam sem lahko dal kaj ali pa kaj. No in tam se stvari najdejo. Bolj je problem, ker so nam v tem svetu marsikšno stvar prestavili. Tle je pol pa kaos, to pa je pol pravi kaos in v tem kaosu človek postane tudi kaotičen, se pa je ve, da tisto stvar rabiš in jo kaotično iščeš, ker jo nujno rabiš, pa veš, da je bila, pa veš, da jo imaš, sam ni tam, kar si jo pustil. In čas smo rekli, ja pa duhovi premikajo stvari. Ni res, ta sistem satanistični nam je prestavljal stvari, da nismo vedeli, kje imamo kaj in nismo vedeli, kje imamo rad in kje imamo glavo in ta zmeda je nas pripeljala do tega, da mi nismo vedeli, kdo smo. Zdaj, ko smo se malo upočasnili, pa ugotavljamo, kako lepa bitja smo, kadar delujemo iz sebe, da imamo lep prav, da nikomur ne škodujemo, nimamo namena nikomur delati gužve na tem svetu, nimamo pravice komurkoli vsiljevati svojega mnenja. In tle imam celo napisano nekaj, nihče ne sme biti overan pri svojem lastnem razvoju. Nihče ne sme biti, sem še nekaj napisal. To, da smo v neki prisiljeni, ne vem, kam sem napisal. Vse sort imam napisane, veste, vi stvari. Kam sem pa dal, pa ne vem. Pa ne bom. Skratka, nič nam ne sme biti vsiljeno, da so nam nekaj pri razvoju, kako že enkrat, ne smemo in ni dovoljeno, da se kogarkoli omejuje pri lastnem razvoju. Sistem je delal točno to. To je kršenje kozmičnih zakonov. Oni so nas pri našem lastnem razvoju degradirali, demontirali, demantirali, ponižvali, zaterali, samo da ne bi. Torej so vsi v kaznivem dejanju. Ne? Vedeli, ne vedeli. Ni dovoljeno kogarkoli overati pri njegovem razvoju. To je moralno, etično in nesporno. Vzrok konflikta, če smo prej rekli, mi imamo kaos v glavi, zakaj se zgodi kaos? Zaradi prisile. Vzrok konflikta v glavi lastnih interesov je prisila.
ti bi rad ležal, pa moraš iti v službo in to je prisilno dejanje in to je spet overanje razvoja lastnega, ker če bi ležal, bi umeril, kaj naštudiral, pa nismo smeli. A ne? In prisila je nekaj, kar je skregano z izjavo svobodna volja. Mi imamo svobodno voljo, da na osnovi nje delujemo tako, kot se zagre. Vendar svobodna volja sabo nosi tudi posledice, a ne? Po svobodni volji se odločimo, ali bomo mi upoštevali 10 božjih zapovedi oziroma moralno-etični kompas, ali ga pač ne bomo. In po svobodni izbiri delujemo svobodno, vendar posledice teh dejanj so pa ostale na rami. In sami moramo odnesti posledice svojih dejanj, ki smo jih naredili po svobodni volji. Zdaj boste rekli, joj, pa sem bil prisiljen, drži, posilstvo je bila njihova stvar. Vendar na koncu smo mi tisti, ki smo dovolili, da smo bili posiljeni. Pa boste rekli, ne, Matej, to pa ni res. Radio vsak dan govori, iz radia vsak dan govorijo, prihajajo besede laži. To je posilstvo, reklama, to je posilstvo. Ampak jaz imam izbiro, a radio sploh užgem ali ne. A ne? Jaz imam pravico govoriti in objaviti, kar želim. A koga s tem posiljujem? Ne. Take it or leave it. Vzemi ali pusti. Namen mojega oglašanja ni pametovanje, da bi bil jaz bolj brihten od vas ali pa vam moje mnenje uturil. Bo daleč od tega, vendar si pa želim, da bi bilo nam vsem jasno, kje smo živeli in da v bistvu za določene stvari pravzaprav da vžgemo drugačno interpretacijo, kot so nam jo oni interpretirali. Kaj je prav, kaj je morati, a ne? Morati pa morala. Imamo, eno je moralno etično, eno je pa morati, čeprav je nemoralno etično. Včeraj smo se pregovarjali, ali so policisti krivi ali niso krivi. Jaz ne bom popustil nikoli. Ja, so morali delati tako, kot so jim naročili. Ne, ustava je pred tem. Ustavo je treba spoštovati, ne glede na to, kaj je nadrejeni rekel. A ne? Pa niso sam policaji. Tle je horda tega, pa ko sem glih do policajev prišel, včeraj sta se dva ustavila, ker sem šel s kolesom, pa mi je lučka crknila na glavna, jaz pa z biciklom. Ne? In sta že bila pametna, kako rešuje ta svet. Sem rekel, no glih vaju sem še rabil, evo, bravo. Če bi tlele radar postavila, pa bi koga ujela, pa ki je res nevarno, da letijo ljudje 100 na uro, kjer je tabla 40-50. A tega dela vama pa komandir ni dal, a? Ne, to pa ne, mene drkat, tle pa je cajt. Bežta, da vaju ne vidim. In sta šla. Ja, gospod, nema bež, da te ne vidim. Zame ste podleži, preniskotneži, da bi sploh o čemer pogovarjali. Ne, ker najprej je treba razčistiti. Kako je že s tem? Spoštoval bom ustavo. Tam se začne čist vse. A sem se jaz sprehodil čez prehod za pešce 2 metra stran, ali sem šel čez zebro, tle majster, to ni kaznivo dejanje. Da si pa nisi upošteval ustave, to pa je kaznivo dejanje. Dajmo najprej tam začeti, a ne? Da ne bomo se lovili po drobiških, ki nima nobene teže. Tako kam zaglajzam, se opravičujem. Bom tle na listku, imam ene lepe stvari. Znotraj sebe imamo možnost ustvarjati svoj svet. Znotraj sebe imamo mi domišljijo, imamo fantazijo. To je naš svet, kamor gremo, kadar gremo spat, ne? Tam so sanje, a ne? In fantaziramo in si domišljamo svašta. In domišljijski svet si lahko naredimo kakršen smo. Navadno smo v otroštvu si naredili lep svet, a ne? In ta svet, namišljeni, so nam probali ukrasti. Pa si mislim, zakaj ne bi jaz ustvarjal tega notranjega, domišljijskega sveta? Jaz to možnost imam. In zakaj ne bi izkoristil te možnosti? Veste, prepoved tega, da jaz ustvarjam svoj svet, je nespremenljiva in je prisila in v zanikanje. Prisila v zanikanje je nesprejemljiva. Ja, sem bil jasen, bom pa še enkrat.
Zakaj ne bi v sebi zgradili sveta, ko pa ga lahko, virtualnega? Izkoristiti želim jaz to možnost. In prepoved oziroma prisila tega je nesprejemljiva in je v bistvu zanikanje samega sebe in zanikanje tega lastnega notranjega sveta. A imamo? Ne sme biti od nikogar, ne smemo biti prisiljeni, da ne živimo svojega notranjega sveta. Ko pa enkrat zgradimo notranji svet, se pa avtomatsko začnejo stvari manifestirati naven. Ne? Jaz želim v svojem notranjem svetu mir, sebi, tudi drugim. Jaz želim v notranjem svetu biti razgledan, rad bi razumel stvari univerzuma in tega, bom rekel, primitivnega sveta. Rad bi razumel zakone naravne, kako funkcionira, ne vem, kako voda pride od korenine do vrha drevesa, kaj jo poganja gor, da drevo toliko litrov vode spravi gor. Te stvari bi rad razumel in v svojem svetu jih želim in seveda se manifestirajo tudi naven. Želim biti ljubljen, želim občutek ljubljenosti, želim ljubezen dati najprej v svojem domišljijskem svetu in manifestirajo se stvari na vidnem, realnem, fizičnem svetu, čeprav ni realen bil, ne. To zdaj postaje realnost, hvala Bogu, da program pa ni bil realna stvar. In ti programi, kakorkoli jih obračamo, mi smo eni veliki Windowsi, sposobni svašta in svačega, ampak ta sistem nas je okradil, teh Windowsov krasnih, in nam je pustil gor, sem pa seanso pa kalkulator. Eto ti, kruha pa igra pa je. Ne? Vse ostale naše sposobnosti, ne bom rekel programe, ampak ja, če imamo v neke velike Windowse, so noter programi, ki delajo en zvok, en sliko, en video, en zapise, vsakojake programčke imamo sposobnosti, vendar ta matrica nam je vse to obškrbenila. Torej, mi v bistvu odklepamo nazaj naše zaklenjene programe. No, tako, sposobnosti, in teh sposobnosti smo v letu 23 kar nekaj doživeli, v letu 24 se nam jih pa obeta še in še. Pravzaprav smo tudi ugotovili, da nas ne bo rešil ne Trump, ne Putin, nobena zunanja stvar, vsak sam se bo, in ako mnogi čakajo, kdaj se bo nekaj zgodilo. V meni se je že tisto novo leto, ko začutiš, da si začel živeti, da živiš svobodno. To novo leto se je zame že začelo in ta dogodek, strašni, ki naj bi se zgodil, se v meni je že. Pa nisem edini. Spremljam ljudi, ki so se zbudili v življenje z velikim Ž in dihajo s polnimi pljuči, in nekak prvi vzgib, ki ga človek dobi v tem, ko se prebudi, je ta, da želi pomagati drugim tudi se prebuditi. Ne moramo pa nikogar prisiliti v lastno pot. Vse, kar smo lahko svetilniki, da posvetimo na njihovo potko in s svojim lastnim zgledom kažemo, zakaj bi bilo vredno iti čez ta, bom rekel, proces zdravljenja starih travm in bolečin. Vsaka rana, ki se jo zdravi, seveda malo boli. Zakaj bi šli čez to bolečino? Jo, pa se jo bojimo, torej moramo umakniti strah pred bolečino, dodati pogum, da se želimo ozdraviti in odmakniti iz tega starega pokvarjenega sveta in začeti živeti življenje. Ja, semenček mora tudi najprej počati, preden začne poganjati koreninico in kalček, a ne? Ja, tako je to. Ja, nam je bilo mnogo stvari kradenih, to sem tudi dal eno objavo, kaj pa nam niso ukradli. Kradli so nam fokus, čas, energijo, resurse, torej vse surovine, zrak, vodo, nafto, vse to so energijo, vse to so kradli in nam zaračunavali nazaj. In ja, dovolili smo, da nam je bila kradena energija z vseh možnih strani. Nak, potrkaj na nebeška vrata, pa se bodo odprla, kar potrkaj.
vsak sam mora potrkati, vedno so odklenjena, ni vprašanje, sam je pa treba potrkati, reči, jaz bi šel rad z vami, odlično, te že čakam, sam ti smo čakali, da boš ti potrkal, ne? Tako da vsak sam mora res stopiti ta korak do nebeških vrat, evo, no, če smo to tako reči. No, da se vrnem na krajo. Nam je bilo kradeno na vseh nivojih in tudi sami smo delovali približno tako. Pa bom dal en primer, mi smo začutili nekomu, da ima ljubezen, da mi bomo pa bolj polni, če bomo z njim, ker nam bo on dal ljubezen, ne? Dala sem ti ljubezen, ne? Mi smo jo pa pol pa vzeli, ne? Ni to tako prav, da mi jemljemo, ne? Ker to je stvar ega. Duša je narejena, da daje. Od kje pa? Pa iz univerzuma, ki je itak skozi njega tega ful. Vendar, če želimo, da se pretaka, moramo se temu toku predati. Mi moramo dovoliti, a veste, zdaj beseda predaja je, takoj imamo dve prispodobi, ne? Ena, da je predati se ljubezni ali pa predati se, kot se je predala Kabala pred nekaj dnevi in je priznala svoj poraz, a ne? In mi se moramo predajati občutkom, predajati toku življenja, predajati se univerzalnim zakonom in Bog kot tak želi, da se mu predamo v popolnosti, v čistosti. Ni pa dovoljen pretok, kadar mi ta tok uporabljamo v destrukcijo, v negativo, za stvari, ki so škodljive nam ali okolici, a ne, torej laž, manipulacija, bom rekel nekoga nečesa prikrajšati, da ti imaš, takrat se pretok ne dogaja in to ni predaja, nisi predan zaradi tega, ker delaš z nečednimi nameni. Tako. No in želim, da začutite, kaj pomeni predati se njemu. Mene je življenje prisililo, sem rekel, no zdaj pa dosti, jaz očitno ne morem več vplivati, zdaj pa naredi ti kar češ, ali me umri, ali me pa uživ, nekaj naredi. Ja, in seveda, tam se je začela pravzaprav vsa čarobnost. Zdaj, če niste pod prisilo še dovolj močno, ali se vam bo zgodila slej ko prej, oziroma lahko sami sebe v tem trenutku odklopite in predate v roke njemu. In poskrbel bo za vse svoje otroke. In mi smo Božji otroci, kakorkoli obračamo, nima to veze z nobeno religijo. To sem pa že govoril, ne, da nimam jaz nič s krščanstvom kot religijo. Ker oni imajo naše knjige, pa interpretirajo s svojim glupim, pokvarjenim jezikom in nekako si predstavljam, če imate v spominu, kako je Jezus pravzaprav na tržnici prodajali, tržnico so mu naredili v cerkvi, ne? In je on znoril in je to vse ven zmetal, ne? Tako nekako si jaz predstavljam, da bomo mi zbrcali ven iz teh naših hramov učenosti in zdravilstva, kjer imamo orgle, harmonije, kjer imamo zvonove, sicer predrugačene, so bili tudi zdravilni prej, kjer imamo kor kot pevski zbor, različnih odtenkov, ker smo human, hue je odtenk, imate, in da začnemo prav interpretirati te zapise, ki so stari ulala časa in so še kako zelo resnični, le interpretacijo je treba vžgati ta pravo, kmečko, ZKP, zdravo kekčevo pamet, zdravo kmečko pamet, zdravo butalsko pamet. Butalci so bili čisti, vendar naivni, oni niso vedeli, da obstajajo lažnivci pa ropari in so se jim ropari pa lažnivci režali, pa so rekli, koliko ste neumni. Aha, ker ne veste nič. Ja, niso bili pokvarjeni, zlobni ali pa neumni, izhajali so iz sebe, tako kot mnogi izmed nas smo rekli, sej svet je lep, sej pa menda ja, vsi razumejo, tako kot jaz razumem, sej pa ja, vsi delajo iz tega namena, kot jaz delam, nihče nam nič noče slabega, ne? Čim si pa rekel, v tem svetu pa nekaj ni v redu, so pa rekli, dej, Turšič, ti teoretik zarote, ti pa tudi vsaki stvari vidiš zaroto. In prav sem imel.
Oni so me prepričvali, da imam jaz narobe. Jaz sem imel prav, ta svet je bil z vsemi možnimi ustroji postavljen, da padem v eno izmed njihovih zank in še dan danes nastavljajo zanke, vendar empat ima v roki luč, torč, baklo. Lastnost empatija je v bistvu prispodoba luči. Bolj kot si empat, bolj imaš pred sabo osvetljeno pot, na kateri so zanke, pasti. Sistem nam je nastavil zank milijon. In če greš takole, pol hitro stopaš v kakšno, a ne? Če pa imaš odprte oči in z empatijo. Torej, empatija, ne bom se zdaj ponavljal, kaj to je v bistvu prispodoba, da imaš v roki torč, luč, baklo, s katero si posvetaš pot in ne stopaš več v nobeno zanko. In to spada spet v kategorijo Q-jevih zapisov, dropov, Q-jevih kapljic. Make no mistake, ne naredi nobene napake. Kaj ti, ko te ujamejo, je to zate korak nazaj ali pa 10 korakov nazaj in to valjda noben izmed nas ne želi. Želimo iti naprej, tako kot smo začeli s pesmijo Go, 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 let's go. In sam pejmo. In se, veš, ozirati se nazaj nima smisla. Tisto, kar je od zadaj z namenom, zato ker je zadaj. In tisto, kar je naprej, bo prišlo, naj pride, kar mora priti. Jaz sem se predal temu, da ne počakam, da živim in bom videl, kaj mi življenje prinese. Mogoče celo temperature zimske, minus. Pa bomo spet lahko tudi v tem uživali, ker bomo lahko drsali na Cerkniškem jezeru, ne, recimo, če bo dovolj mraz. Če bo pa sonce, bomo pa že počasi kar kakšno solatko dali v zemljo, a ne, in marsikdo že pridno vrtnari. O vrtnarski prispodobi se bomo pogovarjali v naslednjih oddajah, a ne, če se jim reče oddaje, kako pravzaprav smo mi tisti vrtnari, ki smo odgovorni, da škodljivci ne pridejo noter in smo mi odgovorni za to, da naša ograja ima luknje in smo mi odgovorni, da v vrt spuščamo napačne ljudi in dovoljujemo, da se pasajo po naših pridelkih, v katere smo mi vlagali trud in negovali te sadike in nekako, da sprejmemo odgovornost, da smo mi krivi za to, da nam je bilo kradeno. Ok, so far je to za danes, kap stvari še nisem sploh vam povedal, ne. Imejte voljo do življenja. Življenje je prečudovito in živi ljudje imamo voljo do življenja, mrtvi pa so pač nejevoljni in ti klovni, ki probajo še držati entertainment, so hudo utrujeni. Gledamo predstavo. Uživajte v predstavi, so nam rekli. In ako je mene včasih kar sram za koga, ki vidim, kaj počne. Ampak nikaj, vsak je odgovoren zase in naj sprejme odgovornost za svoje dejanja, tako kot moramo mi sprejeti odgovornost za to, kaj slišimo, kaj jemo, kam gremo, kako hitro se premikamo in kaj želimo svetu. Želimo dati ali želimo jemati. Tle je ključ, čist prvi in osnovni. Več, ko daš, več dobiš, univerzum se nikoli ne drži nazaj in ne špara z darovi in vsi smo ljubljeni. Vsem pripada blagoslov, ko se in pride blagoslov nemudoma, ko se priklopimo na resnico in potrkamo na Božja vrata. Dragi moji, bodite prečudovito in zavedite se, da smo Božji otroci in da smo bogovi in dajte se obnašati temu primerno, a ne? Malo pomislite, kaj bogovi delajo vse sort, ne? Uživajte. Čau.